Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Pravkar sem prebrala, ampak res pravkar, o podatkih, kako je z ženskami in kako je z moškimi v Sloveniji. Čeprav bo danes govora o ženski. Ampak zanimivo je narediti tudi nekaj takih čisto statističnih primerjav. Še prej pa seveda naj predstavim našo današnjo gostjo, to je Rožana Grdina. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Svetovalka na Centru za psihosintezo v Ljubljani. In tako kot sem rekla, sem prebrala nekaj statističnih podatkov, ki so me spodbodli, ampak midve sva se o temi, da bomo govorili o ženski, pogovarjali že prej. Kako zanimivo, kako je točno pravi trenutek pravzaprav padel neki podatek, na katerem lahko mogoče še lažje gradiva najin pogovor. Poglejte, Rožana, namreč ženske smo že dolgo časa, vsaj v narekovajih, enakopravne. Kar dolgo že imamo volilno pravico, tudi 8. marec je pravzaprav spomin na borbo za to vrstno enakopravnost. Po drugi strani pa danes še vedno ugotavljamo tudi v Sloveniji, ki je pravzaprav šla, lahko rečemo, skozi neko obdobje socializma, kjer se je žensko postavljalo celo na piedestal. In vendar danes, poglejte, bom prebrala nekaj podatkov, ki govorijo o tem, da vendarle neke prave enakopravnosti ni. Povprečna plača v letu 2011 je bila za ženske 1542 evrov, za moške 1616 bruto na mesec, seveda v Sloveniji. Decembra 2012 je bila registrirana brezposelnost spet v prid moških. Samo 12,7 odstotka brezposelnih žensk, 13,3 odstotke. Pa če gremo malo na politiko, na državnozborskih zadnjih volitvah je bila izvoljena skoraj tretjina žensk, kar je pa res največ v samostojni Sloveniji. Na lokalnih volitvah leta 2010 pa je bilo v 208 občinah izvoljenih le 10 župan, med 3323 občinskimi svetniki pa 730 žensk oziroma 22 odstotkov. No, pa sva obstali pravzaprav na tem čisto fizičnem nivoju. Kaj bi vi rekli? Kje je pravzaprav tista razlika med moškim in žensko, da vendarle v družbi, kjer je v povprečju več žensk, dominirajo moški? Fajn je pogledati te konkretne statistične podatke. To je zelo dobro za streznitev, ker veliko se govori o enakopravnosti, pol pa se kar lepo znajdemo pred takimi podatki in dejansko vidimo enakopravnost v navednicah. Jaz bi rekla, zakaj to? Jaz bi rekla, da verjetno tukaj je stvar zgodovine, se pravi stvar ne 100-letne, ampak 1000-letne zgodovine. In omenili ste tudi volilno pravico, dejansko dajmo tako zaokrožiti na 100 let, odkar ženska gre na volišča. Torej, jaz mislim, da je ta način moškega vladanja, moškega razmišljanja posledica dolgoletne tradicije in dolgoletnega dejstva, da so moški bili na oblasti, bili na vodilnih položajih in da se to preprosto ukorenini in da se ta navada pol pelje naprej. Tako da jaz mislim, da je tudi en razlog, da so podatki potem takšni. Po drugi strani pa spet nikakor ne moremo reči, da smo moški in ženske enaki. Nekateri celo pravijo ženske z Venere, moški iz Marsa in prav je tako. In prav je tako in zelo dobro, da je tako. Dejansko, jaz opozarjam, ko se pogovarjamo, veliko delam z ženskami, ki so žrtve nasilja, ki živijo, so doživele težke življenjske preizkušnje. In seveda potem se borijo za svoje pravice, za svojo svobodo, za svojo varno življenje in tako. Imamo pravka z ženskami, ki so tudi na položajih, ki živijo povsem drugače, ki lahko izražajo sebe. In ko govorimo o enakopravnosti, vedno nekako poudarim, da enakopravnost ne pomeni enakost. Da enakopravnost pomeni, da imamo tako moški kot ženske enake možnosti v svoji različnosti. Medtem ko pa pogosto se to enakopravnost kar da potem pod enakost. Ne, nismo enaki, jaz kot ženska ne želim biti enaka, vem, kaj lahko kot ženska dam in tudi mislim, da vse ženske, ki spoštujejo sebe, spoštujemo sebe, vemo, da lahko damo nekaj, kar je drugačnega, pa prav tako koristnega za današnjo družbo. Tako da to je zame darilo, ki ga nam daje življenje, to drugačnost.
Poglejte, sej ne nazadnje, če gremo čisto na te biološke zakonitosti, že tu se pravzaprav začne neka razlika. Kako bi pa vi rekli, če imamo tu pravzaprav veliko razliko, kako ustvarjati enakopravnost? Tu gre pa verjetno že za enakopravnost med odnosi. Ja, je pa zanimivo, zdaj sem se spomnila na kongresu, ko sem bila na Nizozemskem, bila je ena Francozinja, v bistvu nevrologinja, raziskovalka, in pravi, da v osnovi možgani ženske in moškega so identični v samem zametku. To so njene raziskave, ki jih, se pravi, da te možgani se začnejo spreminjati potem s časom evolucije, s časom, ko otrok raste, potem glede na okolico te možgani se spreminjajo, ampak v osnovi, da ni razlike. Zdaj, seveda, to so bile njene, ampak kot zanimivost, se pravi, da imamo v osnovi dane neke enake možnosti, ampak jih seveda potem z biološkim razvojem, s telesnim razvojem, spolnim razvojem seveda opredelimo in vtisnemo možgane nekaj drugačnega. Ampak zagotovo je ta spolna identiteta tista, ki tudi potem psihološko da neke svoje značilnosti in se potem skozi odnose pilimo in iščemo in izgubimo in spet iščemo. In jaz mislim, da je odnos med žensko in moškim nekaj zelo lepega, če oba lahko razvijata sebe znotraj tega odnosa in to drugačnost. Ampak so odnosi polje evolucije, izjemne evolucije. Poglejte, kaj pa tekmovalnost? Navsezadnje tekmovalnost med spolom. Spomnim se, recimo, jaz pač nisem imela nobenega brata, zato nimam tega občutka, ampak da so mi nekatere sošolke tako nekako mi odzvanja še kot deklice rekle, rada bi bila fant. Moj brat pa živi drugače, starši mu več dovolijo. Mislim, da se je pravzaprav ta razlika včasih delala morda bolj očitna, kot se dela danes. Danes se tudi še dela, samo da mogoče Evropa je izjema. Mi živimo v Evropi in Evropa je znotraj tega bistveno drugačna. Ampak če gremo samo ven iz Evrope, če gremo v Azijo, če gremo v Indijo, je krožil nedolgo nazaj en tak afirmacija po Facebooku in po mailu, ne preprečujte ženskam, da hodijo ven po noči. Dejte vzgajati fante, da pravilno ravnajo ženskami. Dejansko zelo se je, bistvena razlika je, ženske, ko smo tudi, kot ste vi, kot sem jaz, ko smo šle ven, so starši bili v skrbeh, kaj pa če bo kakšen fant, kaj pa če bomo zanosile, kaj pa če bo to. Za fanta greš, svobodno, pejdi, se tudi karkoli se bo zgodilo. Dejansko je bila zelo, zelo drugačna vzgoja. In mislim, da je počasi se to spreminja in skozi ozaveščanje, da je potrebno tudi moške do žensk drugače usmeriti, drugače jih vzgojiti, drugačen odnos, da vzpostavijo. Poglejte, po drugi strani pa spet ravno v poslovnem svetu, tu vlada ena sama tekmovalnost. Mogoče, ne vem, če bi težko primerjali vzhod-zahod, ampak vendarle, če ostajava v kapitalističnem družbenem sistemu. In tu ženske na nek način morajo tekmovati z moškimi. Ali še ostajajo, če lahko tako rečem, tiste prave ženske v svojem notranjem bistvu, ali dejansko morajo začeti razvijati in kazati neke moške lastnosti? No, vsezadnje statistike kažejo, kje prevladujejo te moške lastnosti. Mislim, da veliko žensk tudi čisto iz njihovega pripovedovanja, govorim iz izkušenj, zgubijo sebe v tem poslovnem svetu. Na začetku še vzpostavljajo, držijo kontakt s seboj, vedo, kje so meje, ampak da se lahko uveljavijo, da se morajo posluževati bistveno bolj trših prijemov, kot bi sicer njihovemu karakterju, njihovi psihološki naravi prijale. In to potem pomeni za žensko, da se skozi čas lahko zgubi občutek zase, predvsem potem tudi v nekih zrelih letih se lahko znajde takšna, kot ni želela postati, kot ni želela biti. Tako da jaz mislim, da tudi v poslovnem svetu je premalo prostora za žensko takšna, kakršna je v naravi. Naprimer za neke kvalitete sočutja, nežnosti, razumevanja, nekega občutka za skupnost.
V poslovnem svetu danes vlada tekmovalno, se pravi vlada dobiček, vlada kapital in ženska, če želi, ima velike težave, da lahko te kvalitete izraža, kljub pritiskom tega kapitala. No, zdaj ste se pravzaprav že dotaknili malo ženskega notranjega sveta. Če pogledamo pravzaprav yin-yang, se pravi moško, ženstveno, brez tega ni življenja, pravzaprav brez nekih teh, kako bi rekla, komplementarnosti med temi različnimi lastnostmi. In vendar v našem običajnem življenju pa dejansko namesto, da bi tu bila neka komplementarnost, prihaja do tekmovalnosti. Kako bi vi pravzaprav opredelili to ženstveno, z nekega duhovnega nivoja, pa vidika in to moško z duhovnega vidika. Nekaj, kar pravzaprav je resnično celota. Tukaj mogoče bi prav potegnila Junga, ker mislim, da je on prav v tem, kar ste vprašali, bil, tako po moje, odkril izjemno dragocene stvari. Ženska za duhovno evolucijo, ko potuje pač in raste in se psihološko razvija in tudi duhovno, ker to je pač nek notranji klic, je Jung dognal in tudi utemeljil, da je nujno potrebno, da ni duhovne evolucije znotraj ženske, če ne pogleda svojo moško plat. Ampak seveda, da jo razvije, se pa iz nekega primitivnega aspekta popelje v neko Gandijevo obliko, obliko nekega moči, vendar ne nasilja, to moško energijo, ki jo ima. Ker tukaj je potrebno res izpostaviti, da vsak človek nosi v sebi yin-yang, ni ženska samo yang, moški samo yin, se pravi, da ženska razvija to svojo yin energijo obvezno, če želi tudi duhovno dozoreti, če želi to moč razvijati. Pri moškem pa obratno, če želi sam psihološko dozorevati in tudi biti kos nekemu zrelemu odnosu, tudi v odnosu do ženske, je pa potrebno, da razvija svojo žensko plat. In ta se tudi iz neke primitivne, tudi v odnosu do spolne energije, takih primitivnih nagonskih oblik pelje skozi eno tako razumevanje do neke vrste intuitivne, bom rekla, intuitivnega načina dojemanja svoje ženske narave. Torej, jaz bi sama rekla, tako kot iz svojih izkušenj dela z ljudmi, ni duhovne evolucije, ne pri moškem, če ne sprejme svojo žensko naravo, in ni duhovne evolucije, če ženska ne sprejme in razvija svojo moško naravo. In kako bi recimo opredelili to čustveno življenje ženske, če ostajava pri ženskah? Ta je zelo kompleksna. Mogoče se v zadnjih letih srečujem najbolj prav s to problematiko, ampak s tem dejstvom, da ženska je izredno čustveno bitje, da je doma v čustvih, da ženski je čustveni svet blizu, da uživa v njem, da ga tudi želi v moškem vzbuditi, tudi si deliti ta svet. Je pa kompleksen, ker je pa izziv ženske v tem čustvenem svetu je samostojnost. Ženske smo tukaj izredno skupinska bitja, tukaj je materinska narava, tu je ta občutek za drugega, sočutje in tako dalje, in se zlijemo. Ženska se tudi čustveno zlije in sebe zgubi. In ko enkrat sebe zgubi, težko je bolj najti spet sebe. Kje sem jaz čustveno, kako čustvujem, kako želim čustvovati, kaj je moja čustvena hrana. Skozi leta se spreminja, se pravi, ko otroci odraščajo, gredo od doma, pride kriza srednjih let, pride menopavza, pride vse te hormonske, biološke, telesne spremembe in težko je potem znotraj vsega tega ohranjati eno čustveno stabilnost. To je za žensko, mislim, danes kar velik izziv. In mogoče še kakšen ta čustven izziv, recimo, dobro, to je, kako ohranjati stabilnost, ampak po drugi strani spet, pravzaprav svet tak, kot je, ali nas kje podpira v tej naši čustvenosti? Bolj slabo nas podpira. Naprimer, spet, če smo pri čustvih, ženski je blizu ta nežna čustvena narava, se pravi, tako nežno izražanje čustev, nežnost kot neka kvaliteta. To danes družba ne akceptira. Družba, prej ste omenili tekmovalno, se pravi ženska, cilj za vsako ceno. Se pravi, in tukaj nežnost, ni prostora za nežnost. Potem je tukaj tudi ženska je vpeta v
relativno agresivno skupnost. Ne. Tudi nasilje nad ženskami, nad otroci, tega je vedno več, bolj kot vedno manj. Ne glede na to, da živimo v nekem civiliziranem, razviti družbi. Ne. Se pravi, kako naj ženska sprosti svojo čustveno naravo, kako naj izraža svoje čustva, če je to prepovedano. Če se v bistvu to kaznuje z nasiljem. Ne. Se pravi, ko ženska pove svoje občutke, ko pove, kaj čuti, dobi nazaj v bistvu nasilje. Ne. Skratka, to mogoče kot še eden izziv. Rekla bi tudi, da za žensko, ki ni sprejeta v družbi takšna, kakršna je, se nauči svoje čustva potlačevati. Se pravi, se uči zanikati. Že od majhnega. Ne. Se pravi, pri ženski srečujem in to je kar pogosto veliko potlačene jeze. Ker pač jeza ni zaželjena bila. Ženske se nekako ni dobrodošlo ali pa ni bilo dobrodošlo, da se je punčka doma razjezila, ne? Pa rekli, čak, to pa ne, ti lahko jočeš, fant se pa lahko razjezi, fant pa ja ne joče. Ne? In pogosto pri ženski, ko delava v terapiji, v nekem svetovalnem procesu, se pod to jezo dokopljamo do velike žalosti, oziroma iz žalosti do jeze, pri fantih pa od jeze do žalosti. Kaj pa recimo pasti? Zagotovo so tudi določene pasti, v katere se ujamemo vedno znova. Čeprav vemo recimo, da naj bi ne bile take, pa vendar, če nam naša narava narekuje nekaj drugega. Jaz bi rekla, da ena izmed pasti, tukaj bom morda ponovila, ampak razvila malo še ta čustvena samostojnost. Se pravi, past ženske je čustvena odvisnost. Ženske smo po nekih raziskavah bistveno bolj čustveno odvisne. Tudi prej zapademo v odvisnost od odnosov, medtem ko pa moški bolj zapadejo v odvisnost od nekih drugih substanc, ne od odnosov. Mogoče zdaj danes je veliko internet in tako dalje, bom rekel, tudi te nekemične odvisnosti. Ženske pa, če tako po raziskavah sodeč, pa bolj zapademo v ta odvisnost od odnosov, odvisnost od nezdravih odnosov pravzaprav. Naprimer, ženska le živi v zakonu, kjer vlada nasilje, 10, 20, celo življenje. Kaj drži tam v tem odnosu, da je? Se pravi, da je ta čustvena samostojnost v bistvu že izhod iz te pasti, da izgubi sebe, da pač preprosto začenja živeti življenje, ki ni več njeno, ampak je življenje neke skupnosti, s katero se tako identificira, da njene identitete praktično več ni. To je ena, bom rekla, poglavitnih pasti, čustvenih pasti, s katerimi se sama srečujem. Glejte, nekaj mi je zanimivo, zdaj govorite o tej čustveni svobodi. Kako se pa pravzaprav ženska lahko nauči čustvene svobode, če se je pravzaprav nikoli in nikjer ni imela niti priložnosti naučiti, če morda splet okoliščin že pravzaprav od majhnega naprej, da je imela pač očeta, ki ni opravil svoje naloge prave, da bi se ona ob njem lahko počutila kot deklica, kot sprejeta, kot kljub temu, da je drugačna. Kako pravzaprav naj postane čustveno stabilna? Ja, to je izziv, ampak je rešljiv izziv. Najde se pot iz tega. Naprimer, nov temeljitelj psihosinteze je na eno stvar zelo dobro opozarjal, da ženska je mati, vendar naj bo vedno pozorna, da živi dovolj dinamično in izpolnjeno socialno življenje. In jaz mislim, da za žensko to je pomembno, ampak spet statistika kaže, da jih pa ni. Oziroma so v poklicih, so v šolstvu, so v zdravstvu, so tam, kjer je spet pomoč, se pravi, kjer je tudi posledično izgoreva ženska čustveno. Se pravi, da na nek način zgleda, da ta občutek za skupnost žensko peha za to, da zadovolji druge, tudi čustveno druge, da druge zadovolji in ne sebe. Pot iz tega je preprosto, da ženska začenja si 5 minut na dan, pa 10 minut na dan, počasi, da ponovno začenja vzpostavljati stik s seboj. Jaz ženskam svetujem, zdaj sem povzela uro časa.
Ne, gospa, ne boste si zmogli vzeti uro časa, če si do zdaj niste vzeli niti minutke. Lahko si vzamete 5 minut časa, pa si vzamete kavico, pa greste na balkon, pa greste na sprehod in v teh 5 minutah prisluhnete sebi. Se pravi, da ženske počasi pozornost vračamo nase, ne? Da iz tistega fokusa, kaj drugi potrebujejo, kar je pač normalno in prav, pa le odtegnejo tudi pozornost in se vprašamo, kaj jaz potrebujem, kaj mene ta trenutek usmišlja, kako naj se jaz čustveno nahranim, ne da bi bila z otrokom, z možem, s prijateljco, kako samo sebe lahko nahranim. Je to narava, je to kino, je to glasba, je to literatura, je poezija, je to slikanje, je to sprehod, kaj lahko za svojo čustveno stabilnost, svojo čustveno hrano naredim. In mislim, da je to ena pomemben korak na tem izzivu. Skratka, da ženska spet najde svoje ženske korenine. Tako je. In po drugi strani, kar je zelo pomembno, namreč, da ne bo svojih vzorcev prenašala na naslednjo generacijo. Tako, Saj hčere verjetno bolj po materah poberemo, kako naj bi se vedle, kakšne naj bi bile, kaj je družbeno sprejemljivo, čeprav se časi spreminjajo. Seveda, če jaz sam sebe pogledam, pa moja mama, ona je zelo občutljiva na to, kaj drugi mislijo. To, kar sem se jaz skozi to prebijala, so bila leta, da sem sama opuščala ta vzorec. Zdaj, ker je izredno uslužna moja mama kot narava, izredno bo poskrbela za vse. Ne? Jaz nisem pomembna, pomembni so drugi. Se pravi, to je vzorec, ki ga dejansko skozi generacije, kot ste dobro rekli, in to je generacije, ne? To je po stoletja se ta vzorec razvija in nekje je potrebno reči, zdaj pa dovolj, ne? Se pravi, zdaj pa dajmo drugače razmišljati, dajmo drugače delovati. Ne? Ker vseeno se mi zdi, da ženska ima v sebi, vsaka ženska je edinstvena, ne? Ima neke specifike in če jih ne odkrije, pač škoda, ne? Da ne govorimo potem o stereotipih žensk, o tem, kako bi kapital vzgajal žensko. Že to je izziv, da ženska kljub tem pritiskom potrošništva, kapitala, vseh reklam, vseh anticelulitičnih postav, ki gledamo na televiziji, ki celulita ga ni nikjer, niti videti, ker je dobro retuširan in tako dalje. Ne? In potem, da nam ta ideal vcepljajo, kako se iz tega ven spraviti. Ne? In če ni stika s seboj, je težko. Mogoče samo še ta kult mladosti pri ženskah. Pravzaprav, kot da smo ženske starejše na odmet, ampak če malo okrog sebe pogledam, se ne damo. Res je. In to je lepo. Mislim, to je... zadnja leta predvsem izredno cenim in spoštujem ženske, ki so dosegle v svojem življenju neko stanje, ki so šle skozi vse te evolucije in skozi vse te preobrazbe in niso izgubile sebe, obratno, so našle. Ta kult mladosti, ki ste ga omenili, to je izredno povezan z potrošništvom. Tako izredno se mi zdi in tudi mlade punce so dobesedno zasužnjene s tem in tudi potem v zrelih letih in vsi liftingi in vse, ampak ni ga lepšega obraza kot obraz, na katerem so gube, ki pomenijo življenje. Zame ni lepšega obraza. Je pa res, da danes vidimo poceni liftingi, poceni zadeve, dajmo ohranjati nekaj, ampak kaj ohranjamo pravzaprav s tem, ko ohranjamo neko zunanjo podobo, a ni pomembno to, kaj ženska v sebi nosi, kaj ona znotraj sebe razvija. Ne? Ja, prej ali slej se to tudi na obrazu pozna. Ne si bolj pri ženskih in pri moških. Seveda. Gube so dejansko odraz vsega tistega. Seveda. Rožana, mogoče še kakšen čisto tak kratek nasvet. Ne vem, kaj lahko morda vi pomagate na vašem centru za psihosintezo ali kaj lahko ženske same za sebe naredimo tako minutko, 2. Ja. Mi smo na centru že vrsto let nekako en del svoje pozornosti usmerjam ženski. Izpeljali smo že veliko lepih večerov, ko ženska vidi žensko, ko smo poskušali dejansko tudi ženske povezati med seboj, ker jaz pravim eno stvar, če bo sprememba na svetu, bo zato, ker bo ženska pomagala ženski. Če bomo čakali, da nam moški način razmišljanja odpre vrata, bomo verjetno predolgo čakali. In jaz mislim, da se moramo ženske med sabo naučiti razumevanja, sprejemanja in prav ženske solidarnosti, se pravi, da se naučimo
Tako je to ena stvar, tako da smo v preteklosti kar nekaj tega sem namenila nekaj svojega časa, pozornosti, delavnicam in vsem. Mislim pa tako sama, konkretno se zelo srečujem žensko na terapiji, se pravi na svetovanju in poskušam nekako, da ženska najde svojo naravo. Ker veliko žensk pride k meni in pravi, jaz sem izgubila sebe, nisem več ženska. Ne vem več, kdo sem. Pa mi je všeč biti ženska, ampak kdo pa sem sploh kot ženska? Kako lahko živim kot ženska? Ne? In tukaj potem je tudi moje delo nekako, da skupaj skozi neko potovanje, pogovor, psihosintezen način tudi dela, malo leva, desna možganska polovica, ampak predvsem to, da poskušamo pogledati v te introjekte, ki smo jih vzgojile in te vzorce in prepričanja in jih nekako počasi poženščiti v tem smislu, sem ženska, želim biti ženska, tudi živeti v skladu s tem. Tako da to je nekako moje. Rožana, hvala lepa. Mislim, da je pred nami ženskami kar velik izziv. Ostati ženske ali postati, če nismo prave, pri tem pa ne poženščiti moških. Kar je pa tema za kakšno drugo oddajo. Zelo se strinjam. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala tudi vam.